2/3 našega telesa sestavlja voda, ki je ključna za naše zdravje in dobre počutje. Namreč že blaga dehidracija vpliva na naše razpoloženje, energijo in celo sposobnost koncentracije. Torej, kako poleti, ko se temperature dvignejo in pripeka sonce, poskrbeti za zadosten vnos tekočin? Se lahko preveč hidriramo? Je najbolje piti samo vodo ali se lahko hidriramo tudi z drugimi živili? Pripravite si kozarec vode in se nam pridružite. Praktične nasvete bo z nami delil dr. Matej Gregorič z Centra za proučevanje in razvoj zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lep pozdrav. Dober dan. Torej, s potenjem lahko poleti v enem dnevu izgubimo kar liter vode. Potem je tukaj še prebava, dihanje, izločanje preko delovanja ledvic, preko urina. Koliko tekočine naj bi v resnici zaužili dnevno poleti glede na povečano potenje in višje temperature? Ja, tako fiziološko priporočilo je nekje se giblje okoli 30-35 ml na kilogram telesne mase, kar bi za večino nas pomenilo to okoli 2 ali pa 3 litre tekočine na dan. Vendar pa je v nekih takih zmernih vročih dnevih povsem dovolj, če čez danes kje popijemo okoli liter ali pa liter pa pol vode. To dejansko pomeni spijemo kot pijačo. Zakaj to govorim? Zato, ker nekaj vode dobimo tudi iz zaužite hrane. Se pravi, po oceni približno tretjino skupnega vnosa te vode prispeva hrana, ostalo pa seveda zagotavljajo pijače. Seveda v primeru nekih bolj ekstremnih visoke temperature ali pa da smo recimo dalj časa športno aktivni ali pa da delamo težja dela, recimo v takih vročih pogojih, se pa seveda izgube vode povečajo. In zato treba temu primerno sorazmerno povečati tudi seveda količino zaužite vode. Voda namreč igra zelo pomembno vlogo ravno pri uravnavanju telesne temperature. Torej se z vodo tudi hladimo? Tako, na tak način. S procesom potenja, izločanja vode je to proces, ki nas v bistvu ohlaja. Zato pa potrebujemo seveda vodo. Na eni strani opozarjamo, da je poleti treba piti zadosti vode, ampak a je lahko preveč vode, ki jo zaužijemo? Ja, tako kot vsako živilo ali pa vsako hranilo, s katerim bi pretiravali, ni ugodno za naše zdravje. Tako da pretiravanje z vodo ni smiselno, pravzaprav pa tudi ni zdravo. Lahko nastaja tudi določeni zdravstveni zapleti, če bi s tem zares pretiravali, zlasti ob kakšnih intenzivnih športnih aktivnostih. Sicer pa povečevanje količine vode tudi pravzaprav nima nobenih zdravstvenih koristi. Katere vrste tekočin pa so najbolj priporočljive za hidracijo v vročem vremenu? A je to samo voda ali je še kaj drugega dobro popiti? Ja, tle bi kar rekli ta pregovor, da se klin s klinom zbija, ker recimo s potenjem, pa uriniranjem, dihanjem izgubljamo v glavnem vodo. In je seveda za vzdrževanje tega ravnovesja nekako logično, da je najprimernejše seveda, da pokrijemo te izgube zopet z vodo. Tako da iz zdravstvenega, finančnega, pa tudi recimo z okoljskega vidika je seveda najboljš posegati po pitni vodi iz pipe, ki jo imamo na sreči v Sloveniji dovolj in je dostopna pravzaprav na vsakem koraku. Seveda so pa lahko primerna tudi kakšna mineralna voda, ker vsebuje tudi nekaj mineralov ali pa različni čaji. Lahko pa tudi voda, recimo, ki jo nekaterim pač voda kot okus nima nekega okusa, recimo lahko malo obogatimo sveže narezanim sadjem, pa zelišči, pa pripravimo kakšno domačo limonado. Kaj pa lubenica? Se z uživanjem lubenice lahko hidriramo? Z lubenico se seveda lahko ustrezno hidriramo, seveda pa zopet ni za pretiravati, ker lubenica je pravzaprav sadje, ki vsebuje veliko sadnega sladkorja in na ta način seveda po nepotrebnem prispevamo k visokemu vnosu sladkorja, seveda, če pa ga seveda bomo seveda porabili, da teh nekaj delamo, pa seveda lahko to čisto ustrezen nadomestek nekega sadnega soka. Kaj pa druga živila, s katerimi se lahko hidriramo, katera bi recimo priporočali? Ja, praktično bi rekel vsa živila iz seznama priporočenih živil, ki seveda vsebujejo vodo v nekem pomembnem deležu. Zlasti poleti, ko so potrebe po vodi višje, lahko to delno recimo pokrivamo z uživanjem zelenjave, sadja, ki je zdaj v teh poletnih mesecih kar v izobilju. S tem seveda ne pokrivamo, tako kot so rekli, potreb po vodi, ampak tudi po rudninah, vitaminih in vlakninah. Zdaj,
če me vprašate konkretno, recimo največ vode, vsebuje recimo kumare, paradižnik, prej omenjene lubenice, breskve, citrusi in tako naprej. Seveda pa si lahko tudi v jedilnik vključimo živila, ki jih sicer razumemo kot hrano, ampak vsebuje veliko vode, recimo namesto sira pijemo kozarec mleka, jogurt, ki vsebujete veliko vode, ali pa se odločimo namesto, klasičnega menija za eno lončnico, ki vsebuje prav tako veliko vode. Obstajajo specifični znaki dehidracije, na katere moramo biti poleti še posebej pozorni, in pa kakšne so lahko posledice dehidracije? Ja, dehidracijo se najbolj prepreči, da do nje sploh ne pride. Sicer pa jo v bistvu najlažje prepoznamo z nam vsem znanim občutkom žeje, pa tudi seveda verjetno se opazi, da hodimo bolj poredko na vodo, poredkeje odvajamo vodo. Lahko pa smo tudi pozorni na sam urin, ki seveda postane nekako bolj zgoščen in seveda spremeni barvo. Ta barva postane bolj intenzivno rumena, tudi rumena rjava, kar pa je neke vrste že signal, da je potrebno že poseči po vodi, da bomo se ustrezno hidrirali. Zdaj, pri taki blagi sušitvi se lahko taka izsušitev se pokaže, mogoče, da postanemo malo manj zbrani, pa mogoče malo manj smo pozorni, imamo težave s pozornostjo, s koncentracijo, lahko se prisotna tudi kakšen glavobol, občutek suhe kože, suhih ust. Zdaj pri bolj zmerni, taki že bolj zmerni sušitvi pa se lahko pokaže že nekoliko bolj resni zapleti, kot recimo pospešen srčni utrip, lahko nam tudi pade krvni tlak. Zdaj, če se tako stanje nadaljuje, pa lahko privede tudi do kakšnih mišičnih krčev. Zdaj, pri kakšni bolj zelo hudi sušitvi, ki mimogrede seveda zelo resno stanje in seveda to nastane res v ekstremnih primerih, pa seveda lahko pride do zgostitve krvi in posledično seveda lahko odpove tudi krvni sistem. Tako da zdaj, v vseh primerih, ki sem jih prej naštel, seveda zdravniška pomoč običajno ni potrebna, razen seveda v teh izrednih hujših sušitvah, pa recimo, če ima posameznik pri tem še recimo, da ima več dni trajajoč odrisk ali pa bruha, ali pa da ima za dalj časa prekinjeno izločanje urine, kaže zmedenost. V teh primerih gre za neka bolj urgentna stanja, ki pa se lahko seveda v končni fazi tudi ogrozijo življenje, tako da je treba biti na to zelo pozoren. Zlasti recimo ljudje, ki imajo kakšno srčno ali pa ledvično popuščanje, mora biti na to še posebej pozorni. Kronični bolniki, starejši in pa otroci so verjetno najbolj ogroženi za dehidracijo. Kako naj spremljamo in zagotavljamo, da dovolj popijejo, da zaužijejo dovolj tekočine? Ja, res je, te dve skupini, tako dojenčki pa mlajši otroci recimo še ne zaznavajo dobro žeje, pa nam tudi konec koncev tega niti ne znajo povedati. Pri starejših pa tudi upade zmožnost prepoznavanja tega občutka žeje. Zato je nujno, da smo vsi ostali na to nekako pozorni in da smo mi tisti, ki bomo jim poskušali čim večkrat ponuditi. Ponuditi pitje ustreznih napitkov ali pa da jih pri tem celo večkrat spodbujamo, da na to ne pozabijo, oziroma mi ne pozabimo. Ja, dojenčke, ki se dojijo, pa treba v vročih poletnih mesecih pogosteje tudi k prsim pristavljati, dojenju. Tako je. Dojenje sicer je povsem zadostni začetni faktor za ustrezno hidracijo, seveda pa je treba ob tem paziti, da se otrok redno doji, če pa potrebno se pa lahko doda tudi malenkost vode. Ob tem, da se hidriramo zadostno, moramo biti pozorni tudi na elektrolite, ki jih s povečanim potenjem tudi bolj izločamo. Kako lahko najbolje zagotovimo, da dobimo tudi elektrolite nazaj v svoje telo? Ja, res vse dalj trajajoče neke telesne aktivnosti v vročih ali pa v vročih pogojih ali pa neko težje fizično delo v takih pogojih seveda ni povezano samo z izgubo vode, ampak tudi z izgubo elektrolitov, to nekako sovpada. Tako da, če želimo nekako vzpostaviti to ravnovesje, je seveda potem smiselno v takih primerih poseči po nekih elektrolitih, se pravi, to je najboljše s kakšnim izotoničnim napitkom, ki ga lahko pravzaprav dobimo v vsakem marketu, lahko pa tudi to napitek, ki ga lahko recimo pripravimo tudi sami, damo malo svežega, stisnjenega soka, ki ga
Torej, osnova je voda, ki dodamo nekaj tega soka, pa mogoče dodamo tudi ščepec soli. Lahko pa se hidriramo seveda za vodo in pa potem ob tem zaužijemo nek slan prigrizek, recimo, ne. Ker elektroliti so prav tako kot tekočina nujni za delovanje našega telesa, ne? Tako je, nujni so, ne, in njihova izguba lahko prav tako vodi v zdravstvene težave in lahko celo usodna, tako da v tem primeru je potrebno nekje te minerale, te rodnine pridobiti, tako da seveda je dovolj, jih je že v neki hrani, ne, zlasti slani hrani. Sicer pa, tako kot sva rekla, za izotoničnimi napitki, ki jih lahko vsak si ga pripravi tudi sam. Jaz si niti poletje ne predstavljam začeti zjutraj brez skodelice kave, a naj si odpovem za voljo boljše hidracije, glede na to, da vem, da je kava diuretik. Ja, da bi si zdaj zaradi tega odpovedali, verjetno težko, ne? Je pa seveda se ob tem treba zavedati, da kava in pa tudi druge pijače, ne, ki vsebujejo kofein, zlasti energijske pijače, ki lahko vsebujejo visoke odmerke kofeina, pa tudi pravi čaj, ne nazadnje. Pa alkoholne pijače še posebej, ne, niso primerne, recimo neka primerna izbira za hidracijo, ne. Zdaj vse te pijače nas v bistvu dejansko zares ne bojo odžele, ne. Zdaj, tako kot ste pa že sama rekla, kofein, pa tudi alkohol, seveda oba delujeta tako nekoliko diuretično, ne, se pravi, kar še dodatno nekako pospešuje izločanje vode iz telesa, ne, in naše potrebe po vodi seveda zatem samo še dodatno rastejo, ne, tako da v bistvu na ta način bomo težko ustrezno hidrirani, ker vso vodo, ki jo vnašamo, tudi izplavljamo na ta način. Če pa že uživamo te diuretične pijače, je pa verjetno pol v redu, če jih poplaknemo v narekovaju z vodo še. Ja, vsekakor zmerno, ne, v malih količinah, ne preveč pogosto, pa seveda z večjo količino vode. Kako pa si je najbolje hidrirati telo, ko potujemo, ko se zadržujemo na prostem, brez stalnega dostopa do pitne vode? V poleti se bolj potuje, nimajo vsa mesta ali pa vsi prostori toliko pitnikov, recimo, kot jih je v Ljubljani. Kako v takem primeru? Ja, zdaj mislim, da je ljudem ta rešitev kar že znana, skratka na poti, če potujemo ali pa da smo pač v naravi, kjerkoli pač ni nekega dostopa do vode, je seveda najbolj smotrno, da imamo pri roki neko stekleničko ali pa bidon, kakor temu rečemo po domače, ki nam je lahko pomoč za tisti čas, ko pač nimamo dostopa do sveže vode. Seveda nam pa istočasno tudi služi kot neke vrste opomnik, ne, da se spomnimo na to, ne. Tako da najlažje se je v glavnem založiti za dovolj vode, ki jo nosimo s sabo, in na ta način pač tudi, in si jo seveda tudi ustrezno odmerimo, glede na tisti čas, ko vemo, da bo dostop do vode pač omejen. Torej tudi tukaj velja, kar že v resnici opozarjamo ves čas v teh epizodah, letno, poletno, da je dobro načrtovati kakšna takšna potovanja vnaprej. Ja, vsekakor. Mislim, običajno je tako, da takoj, ko zapustimo Slovenijo, že začnemo posegati po raznih embeliranih izbirah v stekleničeni vodi. Skratka, v Sloveniji vemo, da je dostop do zdravstvene ustrezne pitne vode res neomejen in jo je povsod možno dobiti. Tako da to mogoče premalo cenimo. Seveda pa moramo zlasti v krajih, kjer vemo, da je to omejeno, ali pa da vemo, da voda ni pitna, da ni primerna za uživanje, ker je onesnažena iz takšnih in drugačnih razlogov, da se pa seveda v to naprej pripravimo in se pozanimamo o situaciji tja, kamor gremo in koliko časa bo recimo trajalo tako obdobje, ko te vode ne bo. Seveda pa moramo poznati tudi klimatske pogoje v tisti deželi, kamor potujemo, da vemo, ker je od tega tudi zelo odvisno. Katere so pa tiste najpogostejše napake, ki jih ljudje delajo pri hidraciji poleti, pa hkrati kako se tem napakam izogniti? Ja, zdaj ena taka recimo je napaka, bom rekel, ni napaka, ampak je v bistvu slabo naredimo telesu, če recimo uživamo ekstremno hladno vodo. Zdaj ekstremno mrzla voda ali pa tudi pijače, ne, seveda so za vsakem miru za telo neke vrste šoka, ne. Dovolj je ta voda hladna, tako kot nam hladno priteče recimo iz pipe, ne. Torej direkt iz zmrzovalnika ne? Zagotovo ne, to bo pretiran šok za telo, ne.
Prav pa tako ni primerno z vodo pretiravati, kar sva že omenjala, ali pa ne domeščati jo recimo naenkrat, ampak je bolje recimo to razporediti tako, da si recimo večkrat dnevno, da se spomnimo, naredimo nekaj požirkov, tako da si nekako razdelimo, ker telo se tudi ne odhidrira v trenutku, ampak to poteka proces preko celega dneva in prav tako moramo mi preko celega dneva nekako postopno nadomeščati to vodo. Seveda pa zagotovo tudi ni dobra izbira za hidracijo, so razne te sladkane pijače, gazirane pijače, napitki, ki nas pravzaprav tudi dejansko ne bodo odžejali. Hvala za ta pogovor. Poslušalcem pa želim užitkov polno in zdravo poletje.